Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Pred nami so božični prazniki, ki pa bodo tudi letos zaradi epidemije povsem drugačni. Naš način življenja se je v tem letu in pol korenito spremenil. Ugasnile so številne oblike druženja, osiromašena je tudi ponudba kulturnih dogodkov, v krizi so se znašle številne dejavnosti. K prazničnemu pogovoru pred božičem smo tokrat povabili Gabriela Kavčiča, duhovnika na doktorskem študiju v Rimu. Dobrodošli v našem studiu, gospod Gabriel Kavčič. Lep pozdrav vam, vsem gledalkam, gledalcem in hvala za vabilo. Pred par dnevi ste se vrnili iz Rima. Povejte nam, kakšno je vzdušje v Rimu, v Vatikanu v teh dneh? Ja, tiste klasične stvari. Ena glavna božično drevo stoji tam na Piazza Venezia na Beneškem trgu, drugo v Vatikanu, tako kot lani, če se spomnite, ko je bila slovenska smreka tam. In v tem vzdušju se vse skupaj zdaj dogaja. Tam sredi novembra enkrat Italijani privlečajo ven vse lučke in se že pretvarjajo, da se je začelo božično vzdušje. Mi potem šele začnemo adventni čas, seveda, ampak nekaj podobnega kot tukaj. No, vsi se prizadevajo ustvariti vsaj en občutek praznovanja, kar je gotovo potrebno v teh časih, ki so malo bolj taki temačni na svoj način, kot ste v uvodniku že povedal. Živimo res v čudnih časih. Bolezen COVID je prizadela praktično cel planet. Kako se to odraža v Rimu? Ja, zelo podobno kot tukaj, seveda, posebej zdajle je v Sloveniji, vidim seveda slabše, statistika je jasna. Je pa v Rimu zato, se mi zdi, spoštovanje ukrepov nekoliko višje, razumljivo, ker imajo Italijani precej slabše izkušnje, že čisto od začetka se vsi spomnimo tistih prizorov iz Bergama, pa tudi v Rimu je bilo nekaj podobnega. Zdaj, tisto, kar se meni zdi drugače, je recimo to, kar zmeraj povem, ko se v Sloveniji začenjajo te debate o represiji, naprimer, pa o takem drugačnem spoštovanju ukrepov. V Italiji, naprimer, kakšne pretirane svobode ni bilo. V Italiji se ve, kot enkrat ustavi karabinjer, je ponavadi težava že tam. Ni tako kot naša policija, ki pride in se šele takrat začne pogovor, ponavadi tam dol, naprimer, kot je karabinjer ustavi, je že težava, smo že v težavah. Se spomnim tisti čas, ko je bil tisti hud lockdown, nisi šel niti v trgovino, da ni preveril, da te niso ustavili in tudi preveril, da si v trgovini res bil, ker je bilo treba imeti tisti listek, kjer si se samo identificiral. Skratka, ko sem živel dol v Italiji, pa tudi zdaj, je dol precej bolj resno vzeta ta situacija in če že bi se lahko dol pogovarjalo o represiji, ne pa v Sloveniji. Tako se mi zdi, smo tukaj vseeno bolj sproščeni, kar je morda tudi boljše za splošno počutje. Tudi sami ste preboleli bolezen. Kako je potekalo zdravljenje? To je treba vedeti, da jaz živim dol v hiši zdaj že kar nekaj let, 40, tudi 60 študentov v eni hiši. Je velika hiša, seveda vsak ima svojo sobo, ampak jemo naprimer pa skupaj, srečujemo se pri takih in drugačnih priložnostih, se pravi, da ima tak virus, kot je COVID, odlične možnosti za prenos. Tako da takrat, ko sem jaz naprimer bil bolan, nisem bil jaz prvi, je prišlo druge in nas je bilo kar okrog 20 potem, se pravi, smo bili kar na tretjini, polovici hiše bolnih. In potem seveda se je nekaj karantena, je pa lepa priložnost v tem, kot vsi vemo, v težkih situacijah na tem svetu se zmeraj izkaže najlepše pa najslabše v ljudeh, naprimer v naši hiši v Rimu, kjer smo praktično sami duhovniki in pa bogoslovci, to so tisti, ki se na duhovniški poklic še pripravljajo. Smo imeli priložnost videti najboljše stvari, se pravi tisti, ki smo bili v karanteni, se potem poskrbelo za nas, da nismo bili v stiki, da smo bili v resnični karanteni in da je pač bolezen potem prešla in smo se naučili, da je treba paziti, ker v takih primerih je kot v družini, ko je en bolan, so lahko hitro vsi na spisku. Na ta način, pravzaprav je bila ena lepa izkušnja, kot pravim, v hvaležnosti se spominjam tega, ker je bilo zame lepo poskrbljeno in se ne predstavljam, kako je, če se to zgodi komu, ki je osamljen, ki nima drugih, ki bi zanj poskrbeli. Bi lahko rekli, da za marsikoga je ta osama, ta samota, nova življenjska izkušnja, ki jo prej ni poznal? Ja, seveda, ker se tudi svet ne samo zaradi COVID-a že toliko prej toliko spremenil.
Osama je danes velika stvar, velika težava, ki se po mojem ne zavedamo. Jaz vidim, ko grem recimo posebej božični prazniki so odlična priložnost, ko gremo duhovniki blagoslavljati hiše, se temu reče, se pravi, tu je več vidikov, en je obisk, en je vseh družin v župniji, ki to želijo, seveda, en je ta, da se prinese Božji blagoslov, da se da poseben poudarek Božiču, en je pa tudi ta, da duhovniki se itak vsak mesec obiskujemo bolne, ostarele, tudi osamljene, ampak v božičnih praznikih recimo ima tu še en tak čist poseben značaj. No? In se vidi, no, to hočem povedati, da je tu kar težava. V drugih državah, na primer, se s tem tudi sistemsko že soočajo. Da država določenega ministra, na primer, potrdi prav v tej nalogi, da se začnemo ukvarjati z vprašanjem osamljenosti. Ljudi, ki so iz takih ali drugačnih razlogov ostali sami in ko jim vzameš še družbeno življenje, eno kavico zunaj, recimo, ali pa tisto, ko greš po časopis v trafiko, potem postanejo te zadeve hude, no, zelo hude. V enem od intervjujev sem prebral, tako ste rekli, da se zdi, da duhovnikov v tem kriznem obdobju skoraj ne potrebujemo več. Ja, seveda, tu je zdaj zelo široko vprašanje, ki je, recimo, ta prvi vidik, to, kar sem imel v tistem intervjuju v mislih, je bil čisto ta sociološki vidik. Če si samo predstavljamo, v Sloveniji si težko predstavljamo, kaj je prejšnji sistem cerkev izrinil iz javnega življenja. Recimo tam, kjer tega ni bilo, je bilo popolnoma jasno, pa tudi pri nas do tega trenutka, da so, na primer, da je imela cerkev zraven roko ali pa pomoč v obliki sester, ki so pomagale v bolnicah, v šolah, v sirotišnicah, vseh sort je bilo. Se pravi, to, čemur mi danes pravimo javna uprava ali pa to, na čimer povsem pravilno danes drži roko država, to je bilo še recimo 100 let nazaj marsikdaj zaupano v roke katoliške cerkve, vsaj v našem zahodnem svetu. To ima na primer veliko, samo kot primer dam, velik vpliv na primer pedofilske škandale v nekaterih državah, kjer je cerkev imela čez šole. Zato pri nas tega ni toliko, ker so se taki ljudje potem prikradli tja, kjer je šola. In to je imela, na primer na Irskem, samo primer je imela to čez cerkev in zato so tam take težave. Zdaj pa v današnjem času pa seveda vsi ti sistemi niso več pod okriljem cerkve. Vsaj v veliki večini ne. Naprimer v Sloveniji v 98% je to država, ki nadzoruje šole in bolnice in vse ostalo. In pomeni, da smo, morda je preveč reči, da duhovnik ni več potreben, bi pa rekel gotovo, da tam mlajše generacije duhovnikov iščemo po naše mesto, ker smo zdaj zelo hitro prišli od Avstro-Ogrske, kjer smo bili, kot se pravi, vključeni v tisto konjenico spredaj, ki je državni voz se vlekla naprej kot državni uslužbenci. Potem je prišlo, se vemo, obdobje zadnjih desetletij, kjer je nekako luknja v tej zgodovini duhovniške vloge. In zdaj smo v zadnjih 30 letih pravzaprav se šele začenjamo zavedati, da bo treba ponovno razmisliti o tem, kakšna je resnična vloga duhovnika v družbi. Ne več državni uslužbenc, ne več državni sovražnik, ne več nebodiga treba, pa tudi ne več glavni gospod, ki se mu vsi priklanjajo, nekaj novega bo treba najti. Ja, kako gledate na odzive katoliške cerkve v Sloveniji, vodstva? Ob tej epidemiji so se odgovorni možje dovolj hitro in pravilno odločali? Ja, to je tako delikatno vprašanje, ampak bom kar iskreno povedal. Jaz mislim, da je bila odločitev o celo predčasnem zapiranju cerkvam in ukinjanju možnosti prejemanja zakramentov, predvsem ob tem, da ni bilo ponujenih drugih možnosti, ki smo jih potem seveda kasneje odkrili, podeljevanja obhajila, naprimer, ne da pridemo k maši, ampak da se ljudje v omejenih skupinah zberejo, seveda po gospodinstvih, naprimer, in pristopijo k obhajilu. To je bilo, naprimer, potem kasneje ena taka ad hoc rešitev te težave. Ampak, če se vrne na začetek, to skrajno zapiranje cerkva takoj na začetku, čeprav se strinjam, je bilo malo podatkov, nismo vedeli, kako s to boleznijo, kako se prenaša in tako naprej, pretirano se mi je zdelo. Mislim, da
bom še bolj konkretno povedal, težko pridigam, naprimer zdajle, ko bo prišla velika noč, ko pride v ospredje, ali pa pri pogrebih, naprimer, ko pride v ospredje tema večnega življenja. Jaz težko pridigam tudi za tiste poslušalce ali pa gledalce zdaj, ki nimajo z vero nič skupnega, naprimer, bojo razumeli, da jaz težko pridigam o večnem življenju, če se je tudi cerkev v nekem ključnem trenutku zgodovine popolnoma osredotočila na tukajzemsko življenje. Ne. Se pravi, da ni bilo niti enega procenta zraven enega delčka, kjer bi ljudem namignili, da je pa vendarle življenje po zakramentih ali pa z zakramenti zelo pomembno. Tega momenta praktično nekaj mesecev je zmanjkal. Je zmanjkal, se pravi, tolikšen poudarek na bolezen, na ta svet, da se je za trenutek zdelo, da pravzaprav to, kar je naloga cerkve, to pa je podeljevanje zakramentov ljudem, pravzaprav lahko odpade, če je neka družbena situacija dovolj kritična. Tega, naprimer, se ni videlo v drugi svetovni vojni, marsikje v kriznih situacijah, to ni bilo tako, se je pa zgodilo na začetku epidemije. Na kratko, mislim, da je bilo pretirano takrat to zapiranje, naprimer, odziv vrha cerkve. Pa vendarle bi lahko to zdravstveno krizo na nek način razumeli tudi kot novo priložnost. Priložnost za nov zagon pri evangelizaciji, pri prenovi cerkve. Tako. Se strinjam, pa bom tudi iskreno povedal, da si ne upam prav veliko komentirati, kot ste povedal na začetku, sem na študiju v Rimu, ne bi želel, recimo, jaz upam, da bo lepa priložnost za nov začetek, bo pa ta začetek po moje trd. Tako kot vidim, nisem samo v Rimu, recimo zdaj sem že doma in bom kar slab mesec zdaj doma pomagal po Idrijsko-Cerkljanski, vse povsod me bo polno. Tako da pridemo v stik z ljudmi in se že vidi, da je vpliv vseh teh ukrepov, ki so bili v večini zelo primerni in potrebni, da je bil pa vendarle hud. Čisto po domače povedano, ko ne greš toliko časa v cerkev in ko cerkev ne da vedeti, da pravzaprav bi pa na tak ali drugačen način in kako bi bilo najbolj primerno, da je pa to vendarle za kristjana nujno, če želiš kristjan ostati, če ne želiš, potem je itak druga zgodba. Če pa tega ni, potem pa se pa ljudje hitro navadimo. Si rečeš, se pravzaprav, se pa kar v redu takole. Eden od temeljev krščanstva je tudi skupnost, tako, občestvo. Točno to, ja, recimo en tak ta primer. Situacija je ta občestva silno razdrla. Tako. Ali pa že prej niso bila tako močna, da bi zdržala novo preizkušnjo. Evo, to bomo pa videli potem, ampak to je realna težava, no, in zelo pereča in zelo težko, no, tudi za naše župnike, se mi zdi, se soočati z to situacijo in tako kot je. Župniki, ki delate na terenu, ste prvi, ki to situacijo občutite. Tako, jaz se zmeraj postavim v podrejen položaj z župniki, zato govorim o župnikih, ker jaz sem duhovnik na študiju v Rimu, kot se reče, nisem na terenu, ne, in naši župniki so tisti, ki nosijo težo dneva, ne, ki nosijo težo sivega vsakdana. Je precej težje govoriti, ko si enkrat tam na licu mesta, kot pa zdaj tukaj v studiu enemu rimskemu študentu. Ne? Ta situacija s COVID boleznijo bo najbrž tudi, bi lahko rekli, eden od nahrbtnikov, ki ga bo treba nositi tudi v prihodnje. Za vse nas gotovo, ja. Seveda, na vsak način, ker pravzaprav ne vemo, kdaj in kako se bomo znebili te nadloge, ki nas zdaj zadeva. In to velja tudi za cerkev, seveda. Posebej cerkev, ker čisto iz praktičnega vidika, ker je tam zmeraj, kot ste rekli, občestvo je bistven del življenja cerkve. Zbiranje je bistven del življenja cerkve, zbiranje je pa bistvena težava v epidemiji. Kot študent v Rimu imate vpogled tako v italijanski model reševanja krize, kot tudi slovenskega. Kakšne razlike opazite na področju pastorale? Na področju pastorale, ker državni ukrepi so zelo, zelo podobni, medtem ko na področju pastorale se pa vidi seveda, da Italija ni doživela takega hudega preloma nikoli se ni poskušalo cerkve izriniti iz javnega življenja. Se pravi, tam toliko, kolikor je pri nas sklicevanja na ločitev cerkve in države, karkoli že to pomeni, toliko
točno toliko tega, naprimer, v Italiji ni, ne, obratno sorazmerno. Se pravi, da je bilo, naprimer, konkreten primer, popolnoma logično, da italijanski duhovniki ob primernem spoštovanju ukrepov vstopajo v bolnišnice. Recimo, pri nas je bilo kar nekaj težav s razumevanjem tega, da ne samo, ampak se to je nasplošno težava v naši družbi, da mislimo, da je zdravje samo fizično zdravje, pa je daleč od tega, ne. Nekateri ljudje so perfektno zdravi, pa so skrajno nesrečni. Se pravi, zdravje se dotika celega človeka, tako telesa, duše kot duha. Vera prevzame ta zadnji del duha. In v Italiji je bilo to bolj, recimo, sprejeto kot nekaj popolnoma normalnega. Tudi v rednem delu bolnišnic, ko ni covida, se to vidi. Naprimer, da je duhovna oskrba bistven del, celo za kakšnega nevernega, takrat, ko gre za nohte, ne? Ko gre za vprašanje življenja in smrti. Ta položaj nas je epidemija stalno postavljala. Tako. Drugače pa je bilo podobno kot v Sloveniji, je pa, veste, zmeraj pri teh ukrepih, kot cerkev tudi v pastorali uvaja ukrepe, tukaj je zmeraj zadej odnos z državo. Če se zatika tam, potem, naprimer, jaz sem hud kritik zadnjega zapiranja cerkva, ne, ko si lahko šel za veliko noč, si lahko šel kupiti v lesnino v Ljubljano eno pručko, ki si jo nujno rabil ravno tisti velikonočni vikend, nisi pa mogel obiskovati obredov. Tu je huda anomalija na strani državnih ukrepov in pa anomalija na strani cerkve, ki, kolikor sem jaz zasledil, pravzaprav ni kaj dosti komentirala te zelo paradoksalne situacije. No. To je recimo samo nekaj primerov in v pastorali se to pozna potem. V enem od nagovorov ste ugotavljali, da se bo cerkev po tej epidemiji znašla maloštevilčna, da se bo številčno zmanjšala, vendar vidite prihodnost v kakovosti. Ja, tu je ta pogosto, recimo, nisem čisto prepričan, a je to izgovor, no? Če sem čisto iskren, da si rečem, se številk ni, bo pa kvaliteta, ne? Ljudje se marsikdaj v to zatečemo, tudi kot ne toliko, da resno mislimo, ampak da iščemo en tak mal poceni izhod. Ampak upam res, da bo tako. Tisto, kar jaz vidim, kot pravim še enkrat, nisem toliko v stiku z ljudmi, žal. Kar vidim, je res tako. Recimo pri področju veroučne pastorale se je to videlo. Tisti, ki resno mislijo, so razumeli, da otroci ne morejo hoditi v šole, naprimer, tisti čas, se pravi, ne morejo hoditi k verouku, se pravi, če nam je kaj do tega in bomo poskrbeli, da gre versko znanje naprej tudi na druge načine, ker itak prvi veroučitelji so starši, ne pa duhovnik ali katehet. To je samo en tak primer, kjer se je recimo videlo, da tiste družine, ki resno mislijo, se prilagodijo tudi v težavni situaciji, kot je bil ta COVID. Tako da v tem smislu številke pač padajo, to sem razložil prej, se pač ljudje ugotovijo, da cerkev pravzaprav ne rabijo kaj dosti. Pod prisilo covida pridejo morda nekateri do te izkušnje, do tega zaključka, medtem ko druge se pa ne dajo motiti in zagrabijo še bolj tudi takrat, ko ni podpornega sistema v obliki maš, pridig, raznih dogodkov, verouka in tako naprej. Nekateri duhovniki so v tem obdobju s pridom izkoriščali sodobne tehnologije. Tudi sami imate pozitiven odnos, sklepam tako, do teh sistemov. 10 let imate že svoj Facebook račun, redno pišete za tednik Domovino, ste sodelavec Radia Ognjišče. To so novi mediji, novi pristopi. Sporočilo pa je isto, ne? Jaz sklepam po sebi, to bo čudno zvenelo, ampak jaz, ko grem likat, ko grem peglat, potem si vklopim en podcaster, poslušam stvari. Enako kot že 50 let delajo naše stare mame, ki pa kleklajo in poslušajo radio zraven. Naprimer, torej, sam po sebi sklepam, ljudje radi preberemo, če je kaj pametnega za prebrati ali poslušati in poslušamo. In jaz zmeraj rečem, ko nekaj natipkam, ko nekaj povem v kamero, ko
ko nekaj objavim, zmeraj rečem, če bo komu koristilo, naj mu koristi, ne bo večjo božjo čast in naj ljudje berejo. Če se kdo ne bo strinjal, se bo začela debata, nič narobe. Če bo kaj koristilo pri verski ali pa etični izobrazbi nekoga, to je bolj moje področje, zaradi študija, naj koristi. Če koga moti, bo pač kliknil pa izključil. Ja, se mi zdi, da pač vse treba izkoristiti, ker Bogu hvala, da imamo toliko možnosti in se lahko tako tudi udejstvujemo. Mislim, da je v trenutku popolne zapore svetih maš boljše biti vsaj z enim ušesom pri maši, kot pa da sploh nisi. Zdaj ne pristanem na kritiko, da zaradi tega, ker nekdo kuha doma govejo župo v nedeljo in zraven posluša še eno mašo, da je pa zdaj to, da je pa to razlog zaradi nekakšnega, dajmo reči, neprimernega prisostvovanja pri maši nadaljavo, da bi pa zdaj zato pa te maše ukinjali. Ne. Stvar sama na sebi nikoli ni slaba. Nikoli ni slaba. Vprašanje je, kako mi to uporabljamo, tle pa potem vprašanje vzgoje, ne pa sredstva prenašanja digitalnega, naprimer prenašanja svetih maš ali kaj podobnega. Povejva za naše gledalce, ki vas osebno ne poznajo, da ste doma iz Govejka, da ste osnovno šolo obiskovali v Žireh, gimnazijo v Vipavi, teološko fakulteto pa najprej v Ljubljani in potem v Rimu. Sedaj ste na doktorskem študiju moralne teologije. Kakšen je naslov vaše disertacije? O čem govori? Torej, moralna teologija, da morda prevedava to za poslušalce. Moralna teologija je to, čemur danes običajno rečemo etika, ali pa bolj nadaljše, kaj je prav in kaj narobe. To je tista znanost, ki se ukvarja s tem, kaj je točno to, kaj je prav, kaj narobe. Kaj spada v tisto zlato pravilo, ki ga vsi poznamo, ne stori drugemu, kar ne želiš, da drug tebi stori, in obratno, stori drugemu, kar želiš, da drug tebi stori. To je etično področje, ki je posebej v naših deželah, se pravi, dajva reči tega socialističnega bloka, precej izrinjeno, medtem ko v zahodnem svetu, recimo pri nas v Italiji, da ne bo narobe razumljeno, samo dokler tam živim, pa ne prav dolgo več upam, je pa to recimo ena stvar, ki je vključena v vsak študij. Naj bo finančni študij, naj bo medicinski študij, naj bo pri strojnem morda ni toliko, pa tudi, kaj je vprašanje, zakaj delaš nek stroj, je etika en pomemben, tudi zmeraj pomožni, ampak pomemben predmet, ki daje sol, tako kot da sol hrani nek poseben okus, poudari okus, tako etika naredi eno razliko pri tem, kako mi pristopamo do tistega, kar delamo, s čimer se ukvarjamo. No, to je to, kar jaz študiram na splošno. To je bil tisti vmesni študij v Rimu pred doktoratom. Zdaj se pa ubadam s tako imenovanimi moralnimi absoluti. To je ena tema, ki je prastara, to se pravi že od Aristotela naprej. In naslov moje disertacije so moralni absoluti v luči enega dokumenta papeža Frančiška, ki je izbudil zelo veliko pozornosti, ko je šlo za vprašanje ponovno poročenih. Kristjani, katoličani, ki bojo poslušali, bojo to vedeli. Ker katoliška cerkev vztraja na pogledu na poroko, ki je nerazdeljiva. Se pravi, ni tega poroka ne samo kot dogovor, da se imamo pa rada, pa bo zdaj skupaj, dokler se nima več rada, ampak poroka, ki te spoji skupaj za vse življenje. In tam recimo je šlo, ko se je tisto vprašanje odpiralo, se je odprlo tudi vprašanje, kako na vse druge stvari, ki jih mi zmeraj jemljemo kot absolutne, kako tam pristopati. Absolutne stvari bojo pa vsem znane. To je vprašanje do splava, vprašanje do evtanazije, določena vprašanja v spolni morali, kamor spadajo tudi recimo to vprašanje ponovno poročenih, in pa vprašanja resnice, naprimer, ali je laž kdaj dovoljena ali ne. Večina bo rekla ja, ampak če dobro dvakrat, trikrat pomisliš, boš pa ugotovil, da potem se hmal nimaš na koga več zanesti. To so ti moralni absoluti. Se pravi, tole je dogajanje, naše početje in tukaj spodaj je ena meja, ki je ne smemo prečkati, ker sicer se podre vse skupaj. To je vprašanje, ali je kaj samo v sebi dobro in samo v sebi zlo.
naporno vprašanje, staro vprašanje, ki je pa ohranjeno marsikje še. Recimo, dam samo primer, ko recimo mi uvedemo v zakonodajo splav, se zavedamo, da pri tem, da smo tukaj na tenkem ledu, tu se vsi zavedamo, ne? In na svetu ni nobenega zagovornika splava. So tisti, ki pravijo, da je splav v nekaterih primerih boljša rešitev, ne? Tu je argumentacija. Ni pa mislim, da praktično nikogar na tem svetu, ki bi se veselil tega, da se splavi dogajajo. In to je recimo vprašanje moralnega absoluta. Če se ti enkrat odločiš, da to dovoliš, do kdaj, od kdaj, zakaj, ne? In to je to. Spaj, ko tisto mejo, ki je običajno tam in se vsi zavedamo, preskočimo, je treba začeti se dogovarjati, kdaj, kako, ne? A to je še etično, ni več etično in tako naprej. To je moja tema. Zelo upam, da so gledalci zdaj lahko prišli do enega zaključka. No? Zelo aktualna, dokaj splošna, ampak potem, ko greš v ta konkretna vprašanja, pa zelo aktualna. In ljudje zelo radi prisluhnejo potem ponavadi, ko začnem s konkretnimi primeri. No? Tako da se mi ne zdi, da bi kar nekaj študiral. No? Sem vesel, da imam možnost. Utegne katera od teh vaših tez razburkati slovensko javnost? Mislim, da ne, zato ker smo pač dediči naše zgodovine, našega časa tukaj v Sloveniji in so mnoge od teh tem že odpravljene že na ustavnem nivoju. Naprimer, ni pa tako v Ameriki. V Ameriki, recimo ravno zdaj poteka, po tem zadnjem primeru, ki sem ga dal, zelo težka debata. Se pravi, se vidi, da lahko nekatere stvari nekako zakopljamo pod gladino, celo ustavno uvedemo, ampak ostajajo tam in motijo ljudi. Razburkati ne, vem pa, da ko začnemo o tem govoriti, ima vsak od ljudi, ki to poslušajo, kaj povedati. Vsak ima kakšno izkušnjo, vsak ima kakšen vidik, vsak ima svoje mnenje. Tako da tema je aktualna, da bi pa spreminjala na veliko, si pa ne obetam. Ja, ob novi maši leta 2017 ste v pogovoru za Idrijske novice rekli, da čez 5 let se vidite na župniji kot župnik neposredno v skupnosti. Se vam bo ta želja uresničila? Za kaj tako, to vprašanje morate pa nasloviti tistemu, ki o tem odloča. Cerkev je še zmeraj hierarhična struktura in je prav tako. In jaz sem malo pred tistim intervjujem, ki so ga takrat imela tukaj, sem obljubil pokorščino, se da mu reče škofu, koprskemu škofu, kar pomeni, da je on tisti, ki odloča o tej zadevi. Ampak ja, teh 5 let zdaj prihaja k koncu in bo res treba, se veselim, da se vrnem domov in da začnem v nečem takem, kot ste zdaj opisal, kot sem tako rekel. Moja ideja se ni spremenila, kako bo škof odločil, pa je pa seveda njegova stvar. Bomo videli, pred nami so božični prazniki, ki jih zadnje čase označujemo za družinske praznike. Kakšni so vaši spomini na Božič iz mladih let? Zmeraj čudoviti. Ravno, recimo, zmeraj mi je ostalo v spominu in to vsako leto, ko se vračam domov, ne, da Božič je bil res nekaj posebnega. Naprimer, moji starši so imeli prej oba, potem oče, zmeraj tako službo, da so bili to taki dnevi, ko je bila velika možnost, da naprimer oče zmanjka, ne, ker je pač tak poklic, ampak Božič je bil zmeraj doma. Ne, Božič je bil zmeraj trenutek, ko je vse ostalo odpadlo in smo se nabrali doma in zato še zdaj skrbimo, ko smo se že razdelili po vseh drugih koncih in krajih. Imam še zmeraj ta lep spomin, da se prej ali slej okrog Božiča enkrat naberemo skupaj, ko le uspe. Tako da tudi za nas, kot ste omenili, je bil to pomemben družinski praznik. Jaz tudi razumem, da se vztraja na tem govorjenju o božičnem prazniku, namreč se vemo vsi, starejši toliko boljše, tisti, ki imate kakšno leto več, da se je pravzaprav bila ideja, in to je še zdaj v zahodnem svetu, da se čim bolj nasloni vse na novo leto, ki je razlike 5 dni. Ne. Ampak je vendarle očitno ostalo v zahodni kulturi toliko, da smo tudi mi potem po tolikih desetletjih ukinjenega božiča, naprimer tudi v naši prejšnji državi, Božič dobili nazaj in mu je bilo treba dati drugačno težo. Danes se govori zato o družinskem prazniku in se s tem tudi globoko strinjam.
naj se družine Bog daj, da bi se nabrale tiste verne in tiste neverne vsaj na ta dan skupaj. Zelo simpatično, ravno te dni sem čakal pri zobarju in gre en gospod noter v ambulanto, pa pride čez 2 minuti nazaj, pa pravi, ja, to je bilo pa hitro, ne, pa pravim, ja, to ste pa res hitro danes opravili, pa pravi, ja, mi je zobar rekel, veš kaj, če ta poseg narediva, ki so ga zdaj nameravala, ne bo nič s potico v tem božiču, ne. To se mi zelo simpatično, je bil gospod veren ali ne, ne vem, je bilo pa zelo očitno, da bi rad užival te trenutke s svojo ženo pa svojo družino. Lepo, Bogu hvala, da je tako. Sejde, kristjani imamo pa še eno stopničko više, recimo, ali pa zraven dodatka res tega veselja, da nismo pozabljeni od Boga, da je prišel med nas, da je želel ostati z nami, da ima tudi naše telo tudi to recimo je posebno sporočilo Božiča, ki ga zelo velikokrat ne povemo. Bog je postal človek, utelesil se je, se pravi, da je Bog, ki bi lahko pravzaprav tudi ne bi postal človek, je povzdignil na nek način naše telo. Se pravi, tudi mi lahko živimo vredno Boga, Bogu všečno in tako naprej. To zdaj ne bi tukaj razpredal, ampak kristjani imamo toliko drugih še razlogov in bi želel tudi čisto iskreno tudi tistim nevernim, da bi morda začutili tudi to svetost praznika, ne samo družinsko, pa frajdan, pa to, Bogu hvala, da je tako, da bi začutili še tisto več. Ne? Boste imeli sedaj v prazničnih dneh najbrž nekoliko več dela? Ja, mislim, nekaj več dela, ampak sej jaz z velikim veseljem opravljam svoj poklic, tako da to pomeni nekaj zelo lepega. No? Posebej potem, ko pridem iz Rima nazaj, da lahko grem med ljudi. Mi zmeraj veliko pomeni in mislim, da tudi ljudje to opazijo, da pridem potem poln zanosa nazaj, ker kot pravim, župniki morajo nositi težo dneva, meni je ni treba na tak način, imam potem priložnost tlele po Idrijski Cerkljanski skakati okrog in pomagati, kjer se le pomaga dano, ali pri svetih spovedih ali pri svetih mašah, vse posodno, kjer je le potrebno. Ja, povejte nam, kaj bi zaželeli našim gledalcem v prazniku? Ravno to, en miren praznik za vsem nevernim, pa ne, da bi zdaj želel deliti ljudi, Bog ne daj, samo da bi vsak res našel nekaj lepega v tem prazniku, naj bo to najprej res družina, naj bo to tudi dan oddiha, naj bo to navsezadnje tudi dan veselja, potem ko se bliža novo leto. Pa predvsem bi želel vsem, da se spomnimo, da morda zaključiva tam, kjer so začela, tudi pri osamljenih. Meni se zmeraj zdi, tako kot Adi Smolar poja, ne, v nedeljo nekaj takega poje, tisti, ki je v nedeljo sam, tisti, ki je sam, je v nedeljo še bolj sam. Ne. To velja za vse praznike še toliko bolj. Da se res spomnimo, da je lepota praznika v tem, da smo skupaj. Kristjanom pa seveda, katoličanom pa želim, da bi res začutili tudi ta božji mir, ki prihaja iz božičnega drevesa, skozi jaslice, to globoko božično veselje, da je Bog želel biti eden od nas in kaj vse to pomeni tudi za konkretno življenje vsakega dne, potem, ko bo božič že enkrat mimo. Tudi takrat bomo nadaljevali življenje in se veselili novih zgodb. Tako, vsak dan, jaz pravim, vsak dan Gospod Bog da nekaj novega, vsak dan je eno veliko darilo in se pač treba veseliti in iti. Potem pa pridejo seveda zraven pa vse te od epidemije, obveznosti, službe, marsikdo ima veliko težjo službo od mene, recimo. Če je kdaj težko, se zmeraj spomnim, si rečem, koliko delavcev in delavk zdaj v Kolektorju ali pa na Hidriji stoji za svojimi mašinami in dela in grem delati svoje stvari naprej. No, to so recimo zgodbe, ki tudi mene čakajo v naslednjem letu. Gabriel Kavčič, hvala za te vaše misli, hvala za pogovor in hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam za povabilo in res vam, vsem vašim dragim, vsem poslušalkam, gledalcem, doživite praznike, srečno novo leto, pa res naj bo leto boljše, kot smo ga bili navajeni zdaj recimo leto pa pol, 2 leti nazaj.
Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Želim vam lepe praznike ob Božiču, v novem letu pa naj se vam izpolni vsaj ena skrita želja. Srečno!